Ja, Hashimoto, Kawasaki, pa kaj imaš ti za ene Japonce tukaj? Berem o redkih boleznih, da noč mislila, da si kupujem nov motor. No, pri odkrivanju bolezni so res tudi Japonci pustili svoj pečat. Poznamo na primer Kawasakijevo bolezen, ki je redka bolezen pri otrocih, pri katerih gre za vnetja malih in srednjih žil. No, bolj pogosta bolezen pa je Hashimoto tiroiditis, oziroma bolj preprosto avtoimuno obolenje ščitnice, oziroma še bolj preprosto, vaša ščitnica deluje z vendrek. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Vse veste, kje ste. Tukaj dobite laboratorijsko vsebino, objavljamo vsako nedeljo, tako da če se še niste, se naročite na kanal. Žleza ščitnica je ena izmed najpomembnejših žlez z notranjim izločanjem. Igra pomembno vlogo v celotnem hormonskem ravnovesju v telesu, saj vpliva na rast, razvoj in presnovo v vsaki celici telesa. No, o ščitnici sva tudi že govorila, mogoče si lahko pogledate tudi ta video. In ščitnica svojo funkcijo opravlja s pomočjo ščitničnih hormonov. Njena vloga je predvsem kopičenje joda v krvi za proizvodnjo dveh hormonov, in to sta triiodtironin in tiroksin, se pravi T3 in T4. Ščitnica proizvaja in izloča T4, ki se nato gre v jetra, kjer se presnovi v T3. Ampak kaj pa, kadar ščitnica deluje premalo? Takrat pridemo do hipotiroze. No, najpogostejši vzrok za nastanek hipotiroze pa je Hashimoto. Hashimoto tiroiditis je torej avtoimuno obolenje ščitnice, ki povzroča zmanjšano delovanje te pomembne žleze in posledično zmanjšano tvorjenje in izločanje ščitničnih hormonov. Bolezen je poznana tudi kot kronični limfocitni tiroiditis in nastopi ob vnetju in poškodbi ščitnice. No, do tega vnetja pride, ker začne imunski sistem proizvajati protitelesa, ki napadajo lastno tkivo ščitnice. Vendar pa lahko kljub vnetju ščitnica še kar nekaj časa deluje čisto normalno in tudi v normalni meri izloča ščitnične hormone, zato se včasih Hashimotovega tiroiditisa sploh ne odkrije takoj. Zakaj Hashimotov tiroiditis nastane? Bolezen nastane, ker imunski sistem začne proizvajati protitelesa proti specifičnim encimom ščitnice, ki so odgovorni za proizvodnjo ščitničnih hormonov in jih tako napada. To pomeni, da se del imunskega sistema obrne proti našem lastnem tkivu, ga prepozna kot tujek in ga začne napadati. Posledica tega procesa je vnetje, se pravi tiroiditis, ter poškodba ščitnične žleze, ki začne slabeti in ne more več normalno delovati. Ta bolezen se pojavi, ko tkivo ščitnice se vname in se tako poškoduje, in zato ščitnica slabše deluje in se tako izloča manj hormonov. Ščitnico pa lahko poškodujejo tudi toksini, ki jih zaužijemo preko hrane, pesticidov in okolja. No, pa tudi v domačem gospodinjstvu lahko najdemo kar nekaj snovi, ki motijo delovanje ščitnice, o čemer sva že govorila v enem izmed prejšnjih videoposnetkov o hormonskih motilcih. No, torej, ker je ščitnica izjemno občutljiva, te toksine v bistvu hitro absorbira, kar pa povzroči, da se imunski sistem odzove in prične napadati lastno tkivo. In tudi motnje v delovanju imunskega sistema lahko vplivajo na slabitev ščitnice, saj večina imunskega sistema izvira iz črevesja. To steno, se pravi v črevesju, lahko slabijo škodljivi mikrobi, kot so na primer kvasovke, paraziti in pa zajedavci. Po nekaterih študijah pa lahko slabše delovanje ščitnice povezujemo tudi z vnosom glutena. In to na daljši rok povzroča zmanjšano absorpcijo mikrohranil, kot je na primer selen, ki sicer ščitnico ščiti pred poškodbami. In vzrok je lahko tudi hormonsko neravnovesje in pa preveč stresa. S tem preveč kortizola in posledično adrenalna utrujenost, kar zavira delovanje ščitnice. Še vedno pa je glavni razlog za nastanek Hashimotovega tiroiditisa predvsem genetika. V moji družini recimo sem jaz že 5. ženska s to težavo. No, na razvoj te bolezni pa lahko vplivajo tudi hkratne druge avtoimune bolezni in pa razne virusne in bakterijske infekcije. In Hashimoto je sicer pogostejši pri ženskah, največkrat pa se pojavi v poznih srednjih letih, ter nekje 45 do 65 let. Vse bolj pa se je začel pojavljati tudi pri mlajših ženskah. In trenutno ima v Sloveniji Hashimoto tiroiditis že vsaka 5. ženska. Letno pa se na milijon prebivalcev odkrije tudi približno 1700 novih bolnikov s to boleznijo. Je pa med novo odkritimi bolniki tudi vedno več otrok. No, obstaja pa še posebna oblika Hashimotovega tiroiditisa, in sicer poporodni tiroiditis. Ta se pojavi nekje 6 tednov do 12 mesecev po porodu. Prehodni hipertirozi sledi obdobje hipotiroze. To pomeni, da ščitnica najprej deluje preveč, potem pa premalo.
No, se pa pri večini to stanje normalizira nekje v roku 1 leta. Poglejmo nekaj znakov Hashimotovega tiroiditisa. Ker so znaki in simptomi za Hashimotov tiroiditis lahko tudi zelo splošni, marsikdo ne pomisli na ščitnično obolenje, saj težave pripisuje na primer stresu ali pa današnjem tempu življenja. In zaradi tega nemalokrat pride do nediagnosticiranja bolezni, kar lahko na dolgi rok vodi v resne težave, saj bolezni ščitnice tako povzročajo bolezni na nivoju celotnega telesa. In po zdravstvenih podatkih se nekje 20% vseh bolezni ščitnice odkrije čisto naključno. Pogosto traja kar nekaj let, da pride do kroničnih poškodb ščitnice, no takrat pa se znižajo ščitnični hormoni v krvi in bolezen se pokaže kot hipotiroidizem. No, znaki in simptomi se lahko od posameznika do posameznika razlikujejo, odvisni pa so tudi od resnosti bolezni in pa količinskega znižanja ščitničnih hormonov v krvi. Prvi znak je utrujenost, ki jo večkrat zanemarimo. Brez zdravljenja se simptomi in znaki samo še stopnjuje, ščitnica pa se poveča, zato ker poskuša s tem nadoknaditi oziroma nadomestiti premajhno proizvodnjo hormonov. Kakšni pa so še tisti znaki, po katerih lahko sami prepoznamo slabše delovanje ščitnice? Pridobivanje teže, ki vodi v debelost, izpadanje las, depresija in slabo razpoloženje, krhki in lomljivi nohti, zmanjšanje spolnega libida, utrujenost, tudi potreba po spanju, bolečine v mišicah in sklepih, diagnoza fibromialgije, motnje koncentracije, anemija, občutljivost na mraz, dovzetnost za prehlade, nagnjenost k alergijam in infekcijam, znižan ali hripav glas in pa prezgodnja menopavza. In kaj naredimo v laboratoriju za odkrivanje Hashimota? Če hočete odkriti Hashimotov tiroiditis, morate najprej poznati in pa prepoznati znake slabšega delovanja ščitnice. In te težave boste potem zaupali osebnemu zdravniku, ki vas bo napotil v laboratoriju. Pa nastopimo tukaj mi. In iz krvi bomo pomerali ščitnične hormone, se pravi T3 pa T4 in pa hormon hipofize TSH, po potrebi pa tudi ščitnična protitelesa. In če gre res za Hashimotov tiroiditis, potem v krvi najdemo znižane vrednosti hormonov ščitnice, se pravi nizka bosta T3 pa T4, bo pa zvišan hormon TSH, zaradi tega, ker bi rad spodbudil delovanje ščitnice. No, prav tako pa bomo v vzorcu krvi našli prisotnost 2 različnih tipov protiteles. Najpogostejša so protitelesa proti ščitnični peroksidazi oziroma anti-TPO, ki se nahajajo pri 95% vseh bolnikov s Hashimotom. No, pogosto pa najdemo tudi protitelesa proti tiroglobulinu oziroma anti-TG, ta se pojavljajo pri nekje 80% vseh bolnikov s Hashimotom. No, ta protitelesa pa, kot rečeno, napadajo lastne encime ščitnice. Pa ne pozabiti tudi na ultrazvok. Poleg laboratorijskih preiskav se opravi tudi ultrazvok ščitnice in po potrjeni diagnozi bo tirolog odredil potrebno zdravljenje. Ker pa imam tudi sama Hashimoto, vam lahko povem, da se na počutje da malo vpliva tudi s prehrano, fizično aktivnostjo, gibanjem in pa seveda izogibanjem stresu. Priporočljiva je predvsem mešana prehrana. Dajmo pa spregovoriti še par besed o jodu. Na eni strani premalo joda v prehrani povzroča hipotiroidizem, na drugi strani pa prevelike zaužite količine joda povzročajo avtoimuna obolenja v telesu, kar je v bistvu Hashimoto. Paziti je torej treba pri uporabi prehranskih dodatkov in pa superživil, saj te običajno vsebujejo kar nekaj joda in tako smo hitro lahko na tisti previsoki količini joda, ki ga vnašamo v telo. Zato se dajte morda o uporabi prehranskih dodatkov posvetovati z zdravnikom ali pa s farmacevtom. Priporočljiva pa so živila oziroma prehranski dodatki, ki vsebujejo selen, to sta na primer brokoli in pa brstični ohrovt. Prav tako pa lahko jemljete tudi cink. In zelo pomembni pa so tudi vsi vitamini B kompleksa, saj veste, to so B2, B3, B6, B12, folna kislina in pa biotin. Najbolje za telo pa je, da omenjene vitamine iščemo v prehrani, saj si tako telo vzame tisto, kar pač takrat potrebuje. Tako da, če ste tudi vi ena izmed tistih srečnic s Hashimotom, potem veste, da je smiselno spremljati delovanje svoje ščitnice, sploh če smo na kakšni terapiji zdravili. Lahko ste pa ena izmed tistih, ki že ima vse zoprne znake in simptome slabšega delovanja ščitnice, ampak to se še nič ne pozna na izvidih. To lahko pomeni, da je pri vas Hashimotov tiroiditis še čisto na začetku, ampak vse vrednosti ščitničnih hormonov so zaenkrat še normalne, ampak vseeno se nekaj dogaja z vašo ščitnico. In v tem primeru se posvetujte z osebnim zdravnikom glede testiranja ali pa pokličite nas, pa pridite v laboratorij. Če vam je bil video všeč, nama stisnite like, ne se pozabite naročiti na kanal, pa dajte deliti ta video s prijatelji. Mi da se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje.
Čau! Čau.